Nekega majskega sredinega večera smo v dolini Trebuši na vaji pričakali pevce moškega pevskega zbora Justin Kogoj. Slike v pevski sobi so govorile o tem, kako so bile v preteklosti tukaj pod vplivom okolja v naprezanju za obstanek ob težkem kmečkem delu, neugodnih političnih razmerah in v odročnih geografskih danostih pomembne kulturne vrednote. Te organizacijsko segajo v leto 1912. Takrat je bilo prosvetno društvo Vodnica, kjer so se ukvarjali z čitalništvom in igrali igre, ampak pol so pa ugotovili, da rabijo za nastopanje na javnih prireditvah v domačem kraju, obeleževanje raznih praznikov, tudi petje, in zato so kmalu po 20. letu ustanovili mešani pevski zbor prosvetnega društva. Po drugi vojni 1954, kjer je nastala spet potreba po večglasnem moškem petju, so potem razmišljali o moškem pevskem zboru. Kot vsak živ organizem ima tudi zbor svoje življenje. V 70. letih boljše in slabše čase. So kadrovski problemi, fluktuacija pevcev, prišlo je do zamenjav zborovodij, tako da moramo reči, 1954. leta je zbor začel z vodenjem Engelbert Munih, njegovo delo je potem nasledil Vladimir Kosmač, potem je prevzel vodenje zbora v kasnejših letih Vladimir Jan, nekaj let kasneje sin Branko in od leta 2007 pa vodi zbor Matej Kavčič. V 7 desetletjih je v zboru sodelovalo okoli 100 pevcev. V zadnjem času smo bolj Trebušani in z okoliških vasi. Leta nazaj, ker je zbor imel tudi največ do 24 pevcev, pa so bili pevci tudi iz Tolmina, Idrije, Cerknega in okoliških vasi. Tako da bi rekel, v letih, recimo minulih letih so bili tudi precej delovni, tako da so iz podatkov, ko sem gledal, je bilo tudi narejenih na leto po 70 vaj in recimo tudi čez 20 nastopov na leto. Stanko Mrak, predsednik zbora z več kot 20 let kilometrine, je razkril še načrt praznovanja 70-letnice v jeseni, ki ga bodo opogumljeni s plaketo Zveze kulturnih društev Slovenije in občinskim priznanjem pripravili kar v mestu Tolmin na odru kinogledališča. Največ poguma za naprej pa zboru vlivajo mlada grla domačinov, ki so se pridružila letos. Med njimi je tudi Rok. Jaz sem zmeri pa slušal domača glasba, zmeri ste slake pavse nekaj pa tako in smo rekli, ko bo pa cajt za to, bomo pa prišli k zboru, ker ne bomo bili v šoli. Rok je iskren fant. V zbor je prišel rad, a prvi nastopi so bili veliki izziv. Bolje je bilo nastopenja, tista trema, tista glavna trema, bolj nastopenja, drač pa notem pa tisto, smo pa že v šoli, tudi je malo. Kakšen pa je recept proti tremi? Ko imaš puhna okoli prijateljem, tako da pa se med sabo malo pa lejaš, pa smejiš tudi. Ker je družba hitro okoli.